Poveljnika 72. brigade, brigadirja Franca Koračina. Na prireditveni prostor prihaja poveljnik teritorialnega polka 72. brigade, polkovnik Vasilije Maraš. Enota, vedno! Prav, mlade, stop! Poveljnik teritorialnega polka, polkovnik Vasilije Maraš, pripadniki teritorialnega polka 72. brigade in nevoj Franca Uršiča, postrojeni, pripravljeni na začetek slovesnosti, poroča nadporočnik Dušan Babič. Pripadnici in pripadniki Slovenske vojske. Za koga? Za Slovenijo! Na mestu, mrk! Sledi himna Republike Slovenije, ki jo bo zapel pripadnik Slovenske vojske, višji štabni vodnik Jože Novak. Časti po prav! Živi naj si narodi, ki krpenido čaka dan. Tako, da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prozbo vsak, ne vrakle so se dvomejak. Da rojak, prozbo vsak, ne vrakle so se dvomejak. Ne vrakle so se dvomejak. Spoštovani, dovolite mi, da med nami pozdravim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja dr. Andreja Ostermana, poveljnika 72. brigade, brigadirja Franca Koračina, župane in podžupane domicilnih občin, pripadnike poveljstev in enot Slovenske vojske. Predstavnike policije, uprave za obrambo, uprave za zaščito in reševanje, predstavnike veteranskih in domoljubnih organizacij, predstavnike društev in organizacij, upokojene pripadnike Slovenske vojske in vse druge goste, ki ste se odzvali našemu povabilu. Dober dan in prisrčno pozdravljeni. Ko sem bil strani poveljnika teritorialnega polka 72. brigade Slovenske vojske, polkovnika Vasilija Maroša, povabljen, da v imenu županov občin iz območja Dolenjske in Bele krajine spregovorim na današnji slovesnosti o sodelovanju Slovenske vojske z občinami oziroma da povzamem vtis in oblikujem dejstvo dosedanjega sodelovanja teritorialnega polka 72. brigade z občinami ter prebivalstvom znotraj njihovega prostora, sem najprej pomislil na to, da to ne bo enostavno. Toda ob razmišljanju o prehojeni poti Slovenske vojske, o njeni vlogi znotraj osamosvojitvene časovne dimenzije in o vseh njenih dosedanjih transformacijah, sem kmalu ugotovil, da je kaj reči, da je današnji dan pravzaprav pravi trenutek, da civilna javnost spregovori o smiselnosti preobrazbe, o smiselnosti zadnje preobrazbe Slovenske vojske, ki se je zgodila maja 2013. Osebno pa sem zadovoljen in ponosen,
in verjamem, da ta ponos, to zadovoljstvo kolegi in kolegice župani in županje delijo z menoj, da se je dodatno okrepilo sodelovanje med občani in Slovensko vojsko tudi v smislu predstavljanja vloge Slovenske vojske in del zmogljivosti njenih enot območjem, ki ga teritorialni polk pokriva. Z namenom takega približevanja Slovenske vojske civilnemu prebivalstvu ter izboljšanje sodelovanja z lokalnimi skupnostmi so bili v občinah domicilnega območja izvedeni enodnevni dogodki pod naslovom Vojaški konvoj Bela krajina 2014, Vojaški konvoj Trebne in Mirenska dolina 2015. Dogodek, kot je današnji, je kot nalašč, da se zahvalimo tistim, ki so prispevali k krepitvi in ugledu tako Slovenske vojske kot teritorialnega polka. Ne moremo vsakokrat imenovati vseh zaslužnih. Dovolite, da danes izpostavimo nekatere. Na podlagi ukaza o podelitvi priznanj poveljnika teritorialnega polka številka 094 do 4/2015 do 649 z dne 2.10.2015 za zasluge pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske ter teritorialnega polka in za izjemne dejanja, za uspehe pri opravljanju vojaške službe, za športne dosežke, civilno-vojaško sodelovanje in mednarodno vojaško sodelovanje ter ob odhodu iz enote, poveljnik teritorialnega polka, polkovnik Vasilije Maraš, podeljuje naslednja priznanja. Bronasto medaljo prejme Stanislav Brinjevec, bronasto plaketo prejme inženirska četa 72. brigade. Pohvalo poveljnika prejmejo Majda Adamov, Janez Crnčič, Marko Črnčič, Janez Dragovan, Tomaš Jerele, Mitja Kralj, Alojz Lovrin, Mikael Meško, Cirila Ozimek, Bojan Pejčič, Robert Povšek, Boris Starika, Đurđica Vide. Zahvalno listino prejmejo Alfons Bačkovič, Peter Cesar, Darko Grubačevič, inženirska četa 1. brigade, Stanislav Jakše, Maksimilijan Kristan, Suat Muslimovič, Rok Novak, Ivan Petančič Zičo, Anton Turk, vod brezpilotnih letal 1. brigade, Miran Zupančič, 2. pehotna četa 10. pehotnega polka 1. brigade. Na vezu, marš! Na vezu, prosto! Polkovnika Vasilija Maraša in enotovnega podčastnika praporščaka Roberta Gregoriča vabim, da podelita priznanja. Dobitnike pa, da pristopijo. Stanislav Brinjevec in inženirska četa 72. brigade in njen predstavnik. Janez Crnčič, Marko Črnčič, Janez Dragovan, Tomaš Jerele, Mitja Kralj, Mikael Meško, Cirila Ozimek, Bojan Pejčič, Robert Povšek, Đurđica Vide.
Pristopijo naj Alfons Baškovič, Peter Cesar, Dako Globačevič, predstavnik inženirske čete 1. brigade, Maksimilijan Kristan, Suat Muslimovič, Rok Novak, Ivan Petančič Ičo, Anton Turk, predstavnik voda brezpilotnih letal 1. brigade, Miran Zupančič in predstavnik 2. pehotne čete 10. pehotnega polka. To vojsko moje sodelovanje. Dobro. Dobro, predstavim. Druga pehotna četa. Tukaj. Hvala. Teritorialni polk je bil ustanovljen ob transformaciji Slovenske vojske 15. maja leta 2013
in takrat tudi prvič postrojen. Vse do danes mu je manjkal le še simbol. V življenju nas spremljajo simboli, katerih naloga je povezovanje enako mislečih in čutečih. Pripadnike Slovenske vojske povezuje ista ljubezen do domovine, pripadnike enote pa tudi cilji in naloge te enote. K besedi vabim slavnostnega govornika, načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja doktorja Andreja Ostermana. Toliko bolj, ker je dogodek, ki ga danes hkrati obeležujemo, vzbuja pri pripadnikih vojaške organizacije kolektivni duh, občutek predanosti lastni enoti in domovini, odločnosti braniti simbole in domovino pred katerim okoli nasprotnikom. V ponos mi je, da vas lahko danes pozdravim tu, v osrčju Dolenjske, in vam cenjene sodelavke in sodelavci teritorialnega polka 72. brigade predam vašo vojno zastavo. To je najvišja insignija vojaške enote, za katero so bili skozi zgodovino mnogi pripravljeni tudi umreti. Slovenski polki, ki so v prvi svetovni vojni odhajali na Koroško fronto, so odhajali ponosno in na čelu enote se je vedno nahajala vojna zastava enote. Tradicijo partizanskih enot so nadaljevale enote teritorialne obrambe in pogosto so bile prav vojne zastave tiste, ki so pomenili most med preteklostjo in sedanjostjo. Zato na tem mestu vsem vam, pripadnicam in pripadnikom 72. teritorialnega polka, izrekam zahvalo in pohvalo in ne gre pozabiti specifike vaše vojašnice, nastanitvenih kapacitet, ki jih lahko koristijo naše ostale enote in zunanji uporabniki. Lepa hvala, gospod general. Pripadniki teritorialnega polka 72. brigade že nestrpno čakajo na svojo vojno zastavo. Sledi podelitev vojnega prapora. Mirno! Vojne zastave naprej! Polkovnik Vasilij Mareš, poveljnik teritorialnega polka 72. brigade. Predajam ti vojno zastavo. Hvala, nosili bomo spomin. Za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! No! Častni pozdrav! Mirno! Na mestu! Bor! Na mestu! Prosto! K besedi ponovno vabim poveljnika teritorialnega polka, polkovnika Vasilija Maraša. Ta dogodek in ta terma sta namenjena nam, pripadnikom, ki svoje delo v celoviti uresničujemo poslanstvo, ki se nanaša na civilno vojaško sodelovanje. Ko delamo uspešno, na 3 minutke tudi čara, da lahko izpeljemo vse naloge. To zmoremo, ker delamo skupaj in za skupni cilj. Ponosni smo nase
ter pripravljene nove naloge in uspehe. Hvala za strokovno in uspešno opravljeno delo, tako vam, pripadniki teritorialnega polka in enote vojašnice Franca Uršiča, kako tudi vsem enotam vojašnici in ostalim enotam, ki nas podpirate v upravi za obrambo in sodelujočem v procesu civilno-vojaškega sodelovanja. S skupnim delom bomo zmogli doseči cilje, ki so pred nami. Pri tem iščemo sinergijo ter medsebojno podporo in sodelovanje v zavedanju, da smo del skupnosti, v kateri živimo. Upam, da bo naše sodelovanje prihodnje še najbolj. Hvala. Prisluhnimo še nekaj taktov glasbe. Naprej zastave slave, naprej slovenska kri. Spoštovani, sledi himna Slovenske vojske. Mirno! Naprej zastava slave, v boju naška kri, za blagorod četljave naj puška govori. Z orožjem in desnico nesimo vragu grom, zapisat kri pravico, ki tiljajo naš dom. Naprej zastave slave, v boju naška kri, za blagor domovine naj puška govori. Naprej, naprej! Vašnica ime. To je njegova priznanja, ki jih je dobil posmrtno zadeve. Franca smo tudi vezana, zato ker smo res prvi obrno medvedi. Kaj dela Hrvatija? Bojna zastava, ki je enota prejme, je to njihov največji simbol in največja vojaška insignija. V strukturi Slovenske vojske imamo dva teritorialna polka. To je prvi polk je v sestavu 72. brigade, kjer se nahajamo danes, drugi polk je v sestavu 1. brigade, ki se nahaja v Ajševici na Primorskem. Osnovna naloga teritorialnega polka je prvič civilno-vojaško sodelovanje, potem zagotavljanje pogojev za enote, ki prihajajo to območje, predvsem pa je tudi nek nastavek in osnova za razvoj strateške rezerve, koliko bi bilo to potrebno. Lahko rečem, da je delovanje tako teritorialnega polka kot vojašnica izredno dobro, kar je nenazadnje tudi župan povedal v svojem izgovoru. Civilno-vojaško sodelovanje je izredno pomembno in tudi vojaki povečamo temu področju največjo pozornost. Lahko rečem, da nikoli ne zmanjka idej za druge oblike civilno-vojaškega sodelovanja in sem prepričan, tudi v prihodnjih obdobjih bo takšno ostalo in vendar nove ideje pač prihajajo tudi nove možnosti za druge oblike sodelovanja. Hvala lepa.